No, še enkrat lep pozdrav vsem, še zadnjič danes. Smo zaključili ravno kar s prvo sejo, s prvo redno sejo nove vlade, 15. vlade Republike Slovenije. Najprej bi rad rekel, da je zasedanje je bilo zelo, ne samo zelo plodno, bilo je tudi zelo odprto in konstruktivno v duhu, tako da sem še enkrat bil vesel z izborom ekipe in ponosen, da smo zbrali tako dobro in lepo usklajeno ekipo. Verjamem, da je to odlična popotnica za to, da bo potem tudi vlada kasneje delovala enako konstruktivno in v duhu dobrega sodelovanja. Imeli smo kar nekaj točk, imeli smo 47 točk, vem, da boste dobili vse materiale kasneje tudi pisno, zato ne bi šel prav v detajle. Imeli smo 3 tipe točk, imeli smo kadrovske, klasične, državni sekretarji, generalni sekretarji in nekateri uradi. Imeli smo določene organizacijske spremembe, predvsem na področju zdravstva oziroma Ministrstva za zdravje. In imeli smo na koncu sprejeli sklep, s katerim smo naložili vsem ministrstvom, da do naslednjega tedna pripravijo pregled vseh zaposlitev, premestitev, napredovanj in podobno v obdobju od 1. januarja 2020 pa do današnjega dne. Ta sklep bo koordiniralo Ministrstvo za javno upravo, ki bo potem tudi seznanilo vlado s tem, kar se bo ugotovilo. Čisto na kratko toliko. Z mano sta tudi 2 podpredsednika, od 3 imenovali smo 3 podpredsednike, kot je bilo napovedano, Tanjo Fajon, podpredsednika Luka Mesec in pa gospod Danijel Loredan Bešič, ki sicer danes ga ni z nami, ga jaz zastopam v imenu Gibanja Svobode, tako da bi predal mogoče najprej podpredsednici. Hvala lepa, predsednik, lepo pozdravljeni še zadnjič danes. Dolg dan je bil, ampak po načrtih zelo uspešen. Za nami je prva seja vlade, kjer smo opravili vse, kar smo nameravali, v res enem dobrem ozračju, tudi ozračju zaupanja, kar je res odlična popotnica za začetek dela te vlade. Jaz se veselim sodelovanja, veselim se trdega dela. Jutri pa sledijo že primopredaje, konkretno na Ministrstvu za zunanje zadeve, zjutraj ob 9. uri in potem mislim, da popoldne še ena seja vlade. Hvala lepa. Ja, dober večer. K temu, kar sta kolega povedala, nekaj dodati. Predvsem je bila prva seja vlade zelo konstruktivna, vzdušje izjemno dobro in vsi si samo želimo, da bomo v takem duhu, kot smo danes začeli, nadaljevali. Tako da kar lahko rečem na tej točki je samo, da je štart več kot spodbuden. Zdaj pa če slučajno še kakšno vprašanje. Dober večer. Miha Orešnik, N1. Gospod predsednik, to, kar ste rekli, reorganizacija na področju zdravstva, zdravstvenega resorja, lahko glede tega poveste morda kaj več podrobnosti, v kakšnem smislu ta reorganizacija, zakaj? In glede na to, da je jutri popoldne še ena seja vlade, kaj lahko pričakujemo na jutrišnji seji vlade? Hvala lepa. Torej, bo začel na koncu, dnevni red za jutrišnjo sejo še niti ni dokončen, se bo dokončeval jutri dopoldne. Na neki točki bomo najprej določena gradiva, ki so bila zaradi hitrosti pomanjkljiva, nadoknadili oziroma popravili in jih sprejemali jutri. Verjamem, da bo tudi jutrišnja seja podobnega značaja. Na eni strani kadrovske spremembe, na drugi strani nadaljevanje teh reorganizacij. Na področju zdravja najbolj hitimo z reorganizacijami, to smo tudi napovedali. Na eni strani je to tudi minister sam bistveno bolj globoko pojasnjeval na hearingih, zato si ne bom drznil biti pametnejši od njega, ker to nisem. To so bili samo prvi koraki. Na eni strani imenovanje tudi novih svetov na nacionalnem laboratoriju in pa v NIJZ-ju, na drugi strani pa tudi na direktoratih na ministrstvu sprememba in uvedba novega urada za mislim, da je za nadzor, bi moral pogledati točno, ampak boste dobili to. Tako da kombinacija na eni strani inštitucij, na drugi strani samih direktoratov znotraj Ministrstva za zdravje. Lea Majcen, STA.
napovedovalo oziroma obetalo se kar nekaj kadrovskih sprememb na današnji seji, nekaj menjav, lahko morda poveste, katere ste opravili danes? To vprašanje sem pričakoval. Dobili jih boste pisno, tako če bomo kakšna spustili. To ne pomeni, da je bila ta menjava neizvedena ali pa celo manj zahtevna oziroma potrebna. Drži, na eni strani smo s menjavami šli na nivoju normalno državnih sekretarjev, na nivoju generalnih sekretarjev ministrstev. Generalni sekretarji so vsi, ki so imenovani kot vršilci dolžnosti, državni sekretarji seveda ne. Hkrati smo imenovali novo generalno sekretarko vlade, to je bilo tudi napovedano, to je gospa Barbara Kolenko-Helbl. Strani kabineta smo imenovali ravno tako 9 državnih sekretarjev, tudi te mislim, da poznate, če ne lahko, Komar je tudi z nami, je že poletje, v redu je. Sicer lahko gremo tudi skozi seznam. Hkrati so bili pa nekateri pomembni uradi tudi imenovani. Verjetno najbolj zanimiv ali pa najbolj za javnost zanimiv je Slovenska obveščevalna agencija, Varnostno obveščevalna agencija SOVA, kjer je bil imenovan za vršilca dolžnosti gospod Joško Kadivnik, na OVS-u gospod Fefer, tem je bilo nov je bil vršilec dolžnosti na Uradu za preprečevanje denarja. Zdaj me boste lovili, ker se ne bom spomnil, mogoče se spomnim kasneje, preveč jih je bilo. Zdaj sem rekel, da je bilo 47 točk. Zamenjava je bila tudi na Ukomu, seveda to ste verjetno že opazili. Gospod Marbotovski je tudi z nami. Bila je zagotovo na policiji, kjer je bil gospod Lindav imenovan. Me boste vidva še kje dopolnila. Mislim, da je to. Mogoče še kakšen. Kako? Ja, sej seznam boste dobili, tako da je bil res dolg dan, ampak in ga ne skrivamo, ampak ja. Kako? Odločili smo se, tako kot je bilo napovedano, da bomo šli po principu najprej revizije in zamenjave, potem pa imamo 6 mesecev časa, da najdemo najboljšega strokovnjaka. Nekje bomo uporabili tudi javne razpise, nekje bomo šli hitreje. Namenoma gremo z vedejevstvom povsod. To je pravilo v vseh organih. Tudi tam, kjer bi teoretično lahko pohiteli. Mogoče bomo imeli nekatere organe za stalno imenovane že prihodnji teden, vendar smo se tako dogovorili, da gremo črtno z vedeji na vseh pozicijah. Ker želimo, da ne bi v naglici, današnje noči, če hočete, se izognili principu strokovnosti in imamo za strokovnost imenovanja dovolj časa. Mogoče naše vprašanje za vse 3 glede imenovanja gospoda Črnčeca. Vemo, da koalicijska partnerja morda sta bila malo bolj nezadovoljna. Je to imenovanje zdaj pod streho oziroma kako komentirate to imenovanje? To je spravi za vaju. Torej, eden od principov, ki smo ga zasledovali, je, da so ministri opolnomočeni in da s tem lahko tudi sprejmejo odgovornost za svoje delovanje. Ministri si sami določajo svoje ekipe, vsi ministri, ne samo iz posameznih strank. Med njimi je tudi seveda gospod Marjan Šarec, ki je imel pravico, da si sam izbere ekipo. To, da sta z gospodom Črncecom že dlje časa ekipa, je znano javnosti, ne samo nam. Kar se nas tiče, to pomeni samo to, da je minister svojo ekipo razkril in to cenim, ker bi bilo za moje pojme bistveno slabše, ko bi bil nekdo, ki bi imel vpliv na ministra, skrit pred javnostjo. Zaradi tega jaz pozdravljam to, da je gospod Damir Črncec razkrit in politično imenovan na politično funkcijo. Nenazadnje je tudi dopolnjuje ministra Šarca v poznavanju vojaškega področja in z tega vidika verjamem, da bo lahko koristen v ekipi ministra Šarca. Je pa jasno, da to pomeni tudi zelo jasno delovanje javno in z tega vidika je to kvečemu pozitivno. In verjamem, da tudi na ostalih ministrstvih bomo imeli podoben princip, da ne bomo imeli stricev iz ozadja, tudi sam jih nimam,
ampak da tisti, ki bo želel vplivati na politiko, se bo moral razkriti in sprejeti politično funkcijo. In ta princip bomo poskušali zasledovati na vseh področjih. Zdaj pa partnerja. Saj nekaj za dodati. To je to. Okay, še zadnje vprašanje. Zakaj revizija kadrovska od 1. januarja 2020? Zakaj ste izbrali ta datum? To ni vezano na neko vlado. Dva razloga. Prvič zaradi tega, ker je koledarsko leto vedno bolj učinkovito pri spremljanju vseh evidenc. Ta je tehničen. Bolj pomemben, če hočete vsebinski, je pa ta, da ne želimo, da bi izpadlo, da nadziramo samo eno vlado. Mogoče se bi izkazalo, pa sem prepričan, da ne, da je tudi prejšnja vlada pred odhodom imela podobne vzorce. Pa še enkrat, sem prepričan, da ne. Na ta način, ko se bo ta revizija izvedla, se bo pokazalo natančno to, kakšni vzorci zaposlovanja, napredovanja, premeščanja so bili uporabljeni v primeru prejšnje vlade, pravi Šarčeve vlade, v primerjavi s temi vzorci, ki jih bomo lahko prepoznali pri tej vladi. To je najbolj transparenten način prikaza tega, če je prišlo do odstopanj od ustaljenih norm. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Lahko noč.